mesto, mod! Na mesto, prosto! Vojna zgodovina Slovencev je najmanj raziskani in najbolj neznani del naše zgodovine. To je razumljivo. Vedno so nam zgodovino pisali tujci. In tujci slovenske narodne samozavesti niso potrebovali. Vojna zgodovina je pa temelj, ali pa eden izmed temeljev samozavesti vsakega naroda. Kako bi drugače obveljala tista stara o Slovencih, češ, da nimamo ne vojne zgodovine, pa tudi naj ne bi bili in nismo vojaki. Ob boljšem poznavanju slovenske vojne zgodovine bi recimo hitro ugotovili, da so prve naše natisnjene besede bojna gesla slovenskih vojakov, ne pa pesmice, ne molitvice. To so gesla Stara pravda in Levkup, Levkupo Boga Gmajna iz Velike kmečke vojne leta 1515. Če bi šli pogledati našo zgodovino od najstarejših časov do dan danes, je vse skupaj ena sama velika vojna. Kakšen je pa bil v preteklosti odnos Slovencev do vojske, je pa zapisal Janez Vajkard Valvazor, da se vsako leto v Ljubljani več 100 mladeničev odloči za vojaško službo in se je čudil, kako je mogoče, da ta mali narod, da je toliko vojakov, ki se potem ali v službi rimskega cesarja, Benečanov ali španskega kralja pokažejo kot najboljši vojaki. Prvič so pa Slovenci svoje narodne kokarde nosili kot narodni gardisti leta 1848 v pomladi narodov. Največji vzpon narodne samozavesti, vojaške samozavesti, je pa pomenila Prva svetovna vojna. Ta je omogočila nastanek prve slovenske vojske v novejši zgodovini novembra 1918. Ta vojska nam je dala izjemno osebnost. Generala Rudolfa Maistra, človeka dejanj, možatosti, odločnosti, čeprav je treba pošteno povedati, da je pa to novo vojsko vendarle ustanovil, oziroma prve enote ustanovil Rudolf Badjura, nadporočnik v Ljubljani, dan danes že popolnoma pozabljen. Do največjega vzpona slovenske vojaške samozavesti je pa prišlo med drugo svetovno vojno. Slovenski narodno-osvobodilni boj 1941–1945, vsaj kolikor jaz poznam te stvari, pa kar temeljito spremljam, nima primere v Evropi. Ne po širini, ne po množičnosti in zlasti ne po tem človeškem sporočilu. Prvobitnega boja za obstanek, to ni več vojskovanje, gre za preprosto vprašanje, bomo Slovenci ostali na tej zemlji. Po drugi svetovni vojni je bila slovenska vojaškost izbrisana, to da znova se je rodila leta 1968. Teritorialna obramba se je v Republiki Sloveniji razvijala drugače kot v drugih republikah nekdanje zvezne države. Številni so namreč v njej videli ponovno obuditev zamisli o slovenski vojski. Kot že ničkolikokrat se je izkazalo, da prihodnost pripada pogumnim, torej tistim pripadnikom teritorialne obrambe, ki so brez pomisleka podprli demokratične spremembe v svoji domovini. Nasprotja med zveznim vrhom, ki sta ga obvladovala konzervativna in demokratizaciji zvezne države nenaklonjena Sekretariat za ljudsko obrambo in Generalštab oboroženih sil ter slovenskim republiškim vodstvom, so sredi maja leta 1990 dosegla vrhunec z ukazom o razorožitvi teritorialne obrambe Slovenije. Protiukrepa, ki sta sledila, sta bila zavarovanje nastajajoče slovenske države in ustanovitev manevrske strukture narodne zaščite. Temeljni načrt njenega delovanja je bil nadvse preprost. V primeru napada zvezne vojske zavarovati glavne objekte, napasti skladišča orožja in opreme ter zagotoviti možnosti za vpoklic popolnih formacij teritorialne obrambe.
Za vršilca dolžnosti načelnika generalštaba je republiško vodstvo imenovalo Janeza Slaparja, ki je nato imenoval poveljnike teritorialne obrambe pokrajin. To se pravi, V takšnih razmerah je bil opravljen prvi postroj pripadnikov takratne 30. razvojne skupine teritorialne obrambe. Njen poveljnik je bil načelnik manevrske strukture narodne zaščite Anton Krkovič. Postroj je bil 17. decembra leta 1990, dober teden pred referendumom za odločitev o samostojni Sloveniji. V svoji znameniti izjavi je takratni predsednik slovenske vlade poudaril: "Zadišalo je po slovenski vojski." Med povsem konkretnimi preizkusi pripravljenosti na morebitni napad je bila vaja Premik 91, med katero je velika manevrska formacija teritorialne obrambe opravila premik z Primorske na Dolenjsko. Eno ključnih vprašanj, ob katerem so se najbolj zaostrila stališča med zvezno, jugoslovansko in republiško slovensko vlado, je bilo vprašanje, kje naj bi naborniki iz Slovenije služili vojaški rok.